En lep dober večer vsem. Jaz bom danes nagovarjala predvsem drage dame, moški se bodo pa mogoče kaj naučili. Okej, eno vprašanje na začetku. Ali se zavedate, drage moje dame, česa vsega ste sposobne in kaj vse nosite v sebi? Vsekakor se zavedate bolj kot pred leti, ne? Ampak najbrž še vedno premalo, ne? In četudi se že veliko govori o tem, ne, smo včasih še vedno v tistih dvomih, še vedno pridejo tisti strahci, ne, ki nam pravijo, nisi dovolj dobra, nisi dovolj lepa, nisi dovolj sposobna, ne bo ti uspelo, ne. In ti strahci, ti lumpki, ne, ustvarjajo v nas, znotraj nas neko praznino. In na žalost še vedno danes večina žensk to praznino oziroma to polnilo za praznino išče zunaj sebe. Mogoče preko ljubezni do partnerja, do otrok, potovanj, službe, mogoče lepe obleke, torbice in tako naprej, ne. In če smo dovolj srečni in dovolj v zavedanju, skozi čas spoznamo, da je vse tisto, kar smo iskali zunaj nas, praktično že znotraj nas. In takrat se s tem zavedanjem lotimo čiščenja vsega balasta, pridemo do nekega novega zavedanja o sebi in mogoče celo do brezpogojne ljubezni do sebe. Wow. In potem se zgodi neka nova dimenzija doživljanja življenja in pa sebe kot žensko. No, mene je življenje na praznino v meni opozorilo z boleznijo. In tej bolezni sem danes zelo hvaležna. V tistem danem trenutku mi je pokazala eno veliko stvar, da sem živela za druge. A imate kdaj ta občutek? Da sebe vedno pridno in vztrajno dajete na zadnje mesto. Da pozabljate na sebe, ne? In, ja, skozi to potem seveda počasi ugotovite, ne, da je čas, da nekaj naredite drugače, ne? No, moja bolezen je bila depresija in priznam, da je bila težka oblika depresije in postavila me konkretno na realna tla. Ampak, ženske smo borke, je res? Le redko se damo v vlogo žrtve. In jaz sem se odločila za vlogo borke in sem konkretno zavihala rokave in začela z delom na sebi. In vstopila sem v en nov svet energiji, ki je bil zame nekaj čisto novega. In 10 let je trajalo moje potovanje, spoznanja sveta energij, spoznanja resnico v meni, čiščenja strahov in vsega, kar nisem potrebovala kot ženska. Nabiranja znanj. Začela sem potem že zapisovati moje znanje, deliti med ljudi in kmalu so začeli prihajati ljudje k meni po pomoč. Začela sem se ukvarjati kot energijski terapevt in preko terapije, predvsem ženskami, sem spoznala, da vsem primanjkuje ena glavna stvar. Brezpogojna ljubezen do sebe. In takrat sem razmišljala in sem si dala to nalogo. Sigurno obstaja še kaj, kar lahko ženskam še bolj pomaga. Kaj je tisto? Kaj je tisto, kar bi lahko neko bližnjico ženski predstavljalo, ne? Da bi še bolj pomagalo. Ok, terapije, zapisi, video, vsebine, vse, kar sem ustvarjala, super je bilo. Ampak čutila sem, da me čaka nekaj velikega. Imate kdaj ta občutek? Wow, ja. In kot da nisem doživela niti prvih 3 poglavij svojega življenja ali pa svoje knjige in me čaka napet vrhunec zgodbe. No, in ob tem sem se seveda spraševala o mojem poslanstvu. Začela sem živeti s vprašanjem, kaj je tisto, kar bom jaz dala v družbi? Torej, kaj je namen mojega življenja? No, verjela sem namreč, da ženskam ne bo treba skozi vse to, kar sem morala sama, da bi prišle do istih spoznanj. Da ne bodo rabile 10 let dela na sebi, da bi prišle do tega, da se kot ženske počutijo lepe in močne. In na moje vprašanje je prišel odgovor. Na koncu, ko sem delala dušne zapise, predvsem za moje drage boginje, so prišli simboli. Taki posebni simboli. No, naj vam kot prvo povem, ne vem, če se zavedate, simbolizma je okoli nas veliko. Ampak na žalost vas ta ne podpira v ljubezni do sebe, ne podpira k uspehu, ampak vas podpira v vaših strahovih, v vaši žalosti, v vašem občutku krivdo, v vaši jezi. Podpira vas tam, kjer ima to
popoln smisel. Na drugi strani pa so moji simboli tisti, ki ženskam prinašajo visoke vibracije ljubezni in pa čisto žensko božansko esenco. Ja, simboli. No, kako zagledam simbol? Oziroma, kako pride do simbola? Simbol zagledam in ga hitro narišem, ne? In kot prvo sem seveda morala razumeti, oziroma sem se spraševala, ok, simboli, vedela sem, da morajo med moje drage kraljice, ampak nisem razumela, kako. Kaj bom iz tega ustvarila? In ker sem modna oblikovalka in že od nekdaj srčna ustvarjalka, sem iz simbolov naredila vzorec za površine in iz teh površin pa modne kose. No, in nastala je Urši. Urši je moj tretji otrok, moja punčka, modna blagovna znamka, moda z namenom, predvsem pa zgodba. Zgodba, v kateri se najde vsaka ženska, ki danes stremi k najboljši verziji sebe. Mislim, da smo to večina od nas, ne? Zato smo tudi tukaj. No, torej, če sem se prej spraševala o svojem poslanstvu, sem se v tistem momentu spraševala, kako bom jaz to zgodbo predstavila ljudem, kako bom jaz prodala torbico z energijo. In tisti stavek, saj veste, kaj pa bodo rekli ljudje, stavek, ki je bil največ sanj. In nič, imela sem veliko srečo. Vse tiste stranke, moje drage ženske, ki so prihajale k meni, so bile moje prve uporabnice. In skozi čas so, bom rekla, dajale feedbacke neverjetne od teh simbolov. Na splošno lahko rečem, da so skoraj vse rekle, da se čutijo močnejše, da se čutijo bolj samozavestne, da so končno postavile meje v odnosih, kjer je bilo to tako zelo potrebno. In predvsem, da so se počutile lepše in bolj sprejete in tudi bolj vredne. Wow. No, in vprašanje, ki hitro nastane, kadar govorimo o energijah in o simbolih, ko me nekateri pač gledajo, kot da sem padla z tretjega sveta, je, kaj pa, če ne verjameš v energije? In no, tudi to smo preizkusili, torbice z vzorci smo seveda dali tistim ženskam, ki sploh niso vedele, zakaj se gre, in jih pač opazovali, ne? In skozi čas smo ugotovili, da so nekatere spet začele hoditi na zmenke, nekatere so se spet smejale, druge so začele telovaditi po tolikem času in tako naprej. V glavnem, jaz kot Urška sem bila priča vedno večjim neverjetnim zgodbam, ki so jih ustvarjali moji simboli. No, sedaj pa še eno vprašanje, ki se večkrat pojavi, ko govorim o simbolih. Kako pa simboli delujejo? In naj tukaj začnem s vprašanjem. Ali greste radi v gost? Ja, tudi jaz. Greste radi na morje? Ja, in v hribe, seveda. Zakaj? Zato, ker se tam dobro počutimo. Ker je zemlja povezana s tvarstvom in gre za stalen pretok energij in sveta geometrija naredi tukaj svoje, kjer privlači vse tisto, kar je lepo, pozitivno, prijazno. In na isti način delujejo moji simboli. V trenutku, ko torbica vstopi, oziroma katerikoli modni izdelek, vstopi v tvoje biopolje, vemo, da imamo energijsko polje, deluje kot portal za te božanske visoke vibracije in pa čisto žensko esenco. Torej, zdraviš se ti, tvoje telo in vsaka celica v tvojem telesu dobiva brezpogojno ljubezen. To je nekaj, kar danes najbolj potrebujemo vsi. Ne zdravil in ne česarkoli drugega, ampak brezpogojno ljubezen, ki jo je žal v družbi danes vsekakor premalo. No, in če potegnem črto pod vsemi vrsticami, pod vsem, kar sem danes delila z vami, lahko rečem samo eno, vse ima svoj namen, tudi bolezen. In poglejte mene, moja bolezen me je pripeljala do mojega poslanstva in tudi do obilja na vseh področjih mojega življenja. In naslednjič, ko boste začutile praznino v sebi, drage moje dame in srčne kraljice, se spomnite mojih besed. Vse tisto, kar potrebujete, je že znotraj vas. In vse, kar rabite, je najti način, kako priti do teh notranjih modrosti in se obdati z visokimi vibracijami čiste božanske ljubezni, ki vam pri tem seveda zelo, zelo pomagajo. To je pa tudi vse. Hvala, drage dame.